Pozdrav. Najprej uvod je to, da ne bom pripovedoval o tem, kar je napisano v abstraktu. Namreč vzel sem si torej svobodo, kot nam jo je napeljeval nanjo organizator Dejan, kjer je kot antipod nesmislu, brezsmislu, dezorientaciji postavil svobodo. Zdaj, zakaj je tekst drugačen? Zelo preprosto, to je, znam vse mogoče žanre, kaj napisati, nisem pa sposoben napisati povzetka predavanja, ki ga še nimam. In ker to zahteva par mesecev prej, jaz sem pa človek deadline-ov, pišem v zadnjih tednih ali pa dnevih, je to popolnoma nemogoče in potem to, kar napišem, je vprašanje, a sploh bo. In v tem primeru imamo torej drugo zgodbo. Govoril bomo o medijih, množičnih, ampak mogoče tokrat malo na drugačen način. Tri teme jih bom postavil. Eden je, vas bom malo presenetil, turistika, drugi je zasebna uporaba, recimo spleta, tretja so klasični množični mediji. Prvo, torej, geografsko polje, turistika. Kako se tu orientirati, najti smisel? Namreč ni bilo dobe, v kateri ljudje tako potujemo in počitnikujemo kot dan danes. In da bi mogoče malo bolj razumeli, kaj počnemo, si poglejmo malo nazaj, stoletje. In vzel bom primer enega članka oziroma neke knjige, popotnika, enkratnega, ki je prav odkole. V Italijo in Švico sem bil potoval kot človek. Na Rusko pa predvsem kot Slovenec, kot Slovan. In Rusija je slovanska država. Da pa me čitatelji ne bodo krivo razumeli, moram jim kar začetka podreti neko iluzijo. Slovenec, ki potuje na Rusko, naj nikar ne misli, da ga bodo v Rusiji bog ve kako prijazno sprejemali, ker je Slovenec in Slovan. Ali vendar se čutiš, da če potuješ med Rusi doma. No in zdaj, kaj je poročal? En izmed stavkov je bil tole. Nikjer na Ruskem nisem videl več lepih žensk nego v Varšavi. Po svoje, seveda trivialno, ampak zelo močno, če pomislimo, da je bil pisec duhovnik. Duhovnik, ki je imel izostreno oko za žensko lepoto. Je seveda danes stvar še bolj vprašljiva, a bi lahko kaj podobnega danes napisal. Skratka, popolnoma nemogoče. Če vzameš center, recimo Pariza, je večina tujcev. Domačinov skoraj več ne vidiš. En absurdov turizma je, ko potuješ po svetu, ves čas srečuješ iste ljudi, samo domačinov. No, ko je torej šel v Sankt Petersburg, je uporabil zelo zanimiv način, kako je opisal Nevski prospekt. Prav, dolg je tako, kakor Ljubljanska Dunajska cesta od Pošte do Save, 5 kilometrov, širok pa je 35 metrov. Skratka, odličen način, kako si to predstavljamo. In se je imel dramatičnost. Rekel je, ko stopam po admiralitetskem nabrežju, da bi ga prepeljal s parabrodom čez Nevo, grem ter mislim, gredoč na carja Petra in na njegove načrte. Koga zagledam pred sabo na nekem velikem trgu? Carja Petra Velikega. Na ogromni granitni skali jaše iskrega svojega vranca. Konj stoji samo na zadnjih dveh nogah, a sprednji vzpenja kvišku, kakor da se hoče smeli jezdec popeti še više in više v svojih zamislih. Ta spomenik je najlepši, kar sem jih videl kdaj v katerem mestu. Stal je $500,000 rubljev. Skratka, imamo dinamičen opis. Zdaj vprašanje, kdo je bil ta popotnik oziroma turist? Bil je Anton Aškarc. Smisel njegovih dveh poti po Rusiji je bil hkrati reporterski in ambasadorski. V slovenskih časnikih je poročal o deželi, ki je bralci niso poznali. V Rusiji se je srečeval s slovenskimi emigranti, podjetniki, kulturniki, ruskimi kulturniki in lokalnim prebivalstvom ter utrjeval slovensko-rusko politično zavezništvo. Toda pot je imela še eno orientacijo, obisk Jasne Poljane. In piše, že v Moskvi sem imel v svojem popotnem načrtu Leva Tolstega. Ko pa smo prispeli proti večeru v Tulo, izvem na postaji, da se je slavni pisatelj pred dobrim tednom odpeljal v Krim. Moj dnevnik in seveda tudi moj potopis sta izgubila najaktualnejšo stran. Zdaj, kaj naredi torej Aškarc, ko izgubi največji smisel svojega potovanja? Naslednje leto gre še enkrat na izlet v Rusijo.
Se znova ustavi v Jasni Poljani? Ne. Zdaj ve seveda, kam hodi Tolstoj. Orientacija ga vodi proti Jalti na Krimu. In piše, v Jalti sem upal najti na svojem drugem izletu Leva Tolstega in Čehova. Ker pa je že tako usojeno, da Rusa ne najdeš nikoli doma tam, kjer ga iščeš, razume se samo ob sebi, da sta bila oba odšla par tednov pred mojim prihodom na sever. Skratka, orientacijo in smisel poti je določal sam. Srečati velikana ruske književnosti. Zdaj, če se vprašamo, kako in zakaj potuje sodobni turist. Zdaj, reklamna industrija turističnih podjetij mu servira kraje, ki jih mora obiskati. Množični mediji in splet mu predstavljajo najbolj zaželene podobe, ki so jih obiskali zvezdniki, danes influencerji. Svojo orientacijo potovanja preloži na potovalno agencijo in vrednostno hierarhijo destinacij, ki jih oznanja splet. Ni mu treba nič izbirati. Orientacijo preloži na druge. In kaj je tu smisel? Da s poti prinese vrsto fotojev in selfijev, ki jih je sicer že med potovanjem preposlal svojim krogu frendov in znancev prek SMS-ov in drugih omrežij. Ekonomija užitka ni to, kar vidiš, ampak feedbacki. Število všečkov ali podgovorov, ki so dokaz njegove pomembnosti in smisla poti. Ker je trofeja posnetek, običajno turista pred znanim spominskim obdeležjem, ta na potovanju ne išče zgodbe. Točno veš, kaj moraš fotografirati. Jasno je, par točk. Torej, ne išče zgodbe. Za zgodbo pa potrebuješ čas, da jo poveš. In še bolj pomembno, peripetijo, ki je vredno posluha. Maili, Instagrami, X omrežja so narejeni za kratek tekst, ne pa za pripovedni epos. Pa tudi turistična mesta so ustrojena turistom prijazno. Danes najdeš že napise, to je najboljša točka za selfie. Skratka, sploh ni treba iskati, že dobiš. Zdaj, tudi v Ljubljani nimamo tega napisa, ampak pri Lutkovnem gledališču pred spenjačo stoji skulptura kenguruja. Jaz sam ne vem zakaj. Ampak običajni turist se postavi tja in narediš kloc, ter jo je mestno znamenitost. Če zdaj v pogled pripoved vključimo Aškerca, ki je šel na Jalto, da bi se srečal s Tolstim. A je bistveno drugačen kot spodobni športni navijač, ki gre v Dallas ali na tekmo Dončića, ali pa recimo premijer, upajoč, da morda napravi selfie z njim. Zdaj navijacija s pomočjo podobe zvezdnikom dvigne svoj socialni rejting, ki po družbenih omrežjih, ko po družbenih omrežjih širi svoj foto te trofeje. Vse, kar rabi, je skupni portret. A je Aškerc iskal skupni portret. Njegov smisel je bil drugačen. Kot pisatelj se je hotel pogovoriti s pisateljem. Enak z enakim. Dobiti odgovore na vprašanje o literaturi in idejah. In tudi, ker ve, ker nekaj pozna, bi bil lahko sogovornik, ga bi v Tolstoj pripravljen sprejeti in mu nameniti časa. Zdaj, sam pojem orientacija izhaja, najbolj ga poznamo iz pohodništva. Taborniki, skavti, planinci, alpinisti gojijo veščino, kako se orientirati na brezpotih, v megli, v mraku, gozdu, kjerkoli. Smisel potikanja je najti pot do cilja, ker pot ni označena. Tudi konec koncev tradicionalni turisti so zemljevidi v rokah in pri postankih v krčmah pred domačinih iskali kraje in točke svoje poti. Danes pa kraljuje GPS. Vžgeš napravo, ki te z glasom vodi. Edina naloga je, da si pozorno poslušan. Sam sem naletel v tolminski kraj, ko sem kolesaril, nekega kolesarja, ki je šel skozi malo vasico, pa ga je vodil GPS. Pa sred vasice sem slišal, a destra. Pa je zapeljal. To, kar je bil smisel kolesarjenja, malo iskanje, potepuštvo, ga zgubi. Se pravi, orientacijo preložiš na drugega. Si kupiš informiranega elektronskega vodiča in jo predaš v roke AI, če rečem tako, umetne inteligence. Med najbolj absurdnimi oblikami je bila reklama za novo hišo, ki jo agencija ponuja sloganom hiša, ki misli namesto vas. Torej pametna hiša, ki se sama odloča, kdaj prižge kurjavo, kdaj spusti rolete, komu odpre vrata in tako naprej. To, kar šokira, je reklamni slogan. Hiša, ki misli namesto vas, ki je očitno učinkovit, se bi ga drugače opustili. To pa predpostavlja neko zadovoljstvo. Zadovoljstvo, da ti ni treba misliti. In če gremo radikalno, tukaj se je, hvala Bogu, mogoče meja človeške norosti, vzamemo inačico sanske ženske pod naslovom Žena, ki bo mislila namesto vas.
tukaj mislim, da se človek kljub vsemu še spomne, da je človek, da bi rad mislil. Ne. Odpoved orientacije in odpoved mišljenja je seveda dominirajoči modus bivanja. Ne. In zdaj poglejmo še finalni del, orientacija in smisel na spletnih medijih. Splet je vsekakor prinesel strukturno prednost za demokratizacijo širjenja vesti in mnenj. Nadzor državnih aparatov in medijskih lastnikov je seveda omejen. Če odmislimo tukaj algoritme, ki denimo na Googlu določajo hierarhijo informacijskih zadetkov. Ne. In tudi slehernik namreč ne bo pogledal 10 teh dobljenih strani, ampak se bo zadovoljil s prvo in njenim ducatom zadetkov, kar spet omejuje polje spoznanja. Ampak vzemimo nov tektonski obrat konzumiranja medijskih novic. Nekoč, že nedolgo nazaj, si recimo zjutraj prebral časopis, pogledal par TV oddaj, recimo kakšen tednik časopis. Danes odpreš Google, ki zate izbere set vesti ali pa Facebook skupino in podobno. Kaj boš bral, ti zdaj sugerira drugi. Sicer je komotno, ampak ti sploh ne iščeš več, kaj boš bral. Selekcijo že dobiš. Digesta. Ne. Nova oblika nadurednika. Ampak posledice so dramatične. Tako kot pri agencijskih potovanjih se tudi v medijski konsumpciji sam več ne orientiraš. Ko govorimo o zasvojenosti z ekrani, običajno izpuščamo ta segment, ki prenaša novo obliko zasvojenosti z vesti. Klasični dnevnik časopis izhaja enkrat na dan. Še desetletje, malo več nazaj, smo imeli recimo večerno in jutranjo izdajo Dela, ker so najbolj zvedavi bralci planali že na večerno izjavo, ki je prenašala jutrišnje vesti. In z njimi užitek biti hitreje informiran od drugih. Pisatelj Zorko Simčič mi je večkrat pripovedoval, kako so imeli v Argentini nekoč celo po 7 dnevnih izdaj časopisi. Toda ostanimo pri moderni eni izdaji. Bralčev modus vivendi je bil enkrat na dan prebrati ali prelistati časnik, potem ga odložil. Danes so medijske vesti omniprezentne. Ljudje lahko na uro, na pol ure, 10 minut, še manj, spremljajo posodobljene spletne dnevne medije. Temu se je pravzaprav težko upreti. Veš, da pridejo nove vesti. In človek postaja, bom skoval besedo, iz omnivoren, bom rekel, infovoren, požiralec vesti od jutra do večera. Za zgled tak droben vzemo aktualnost novega bivanja kolesarstva. O njem ti mediji ne servirajo recimo le rezultatov Vuelte, ampak ustvarjajo hagiografijo športnih zvezdnikov. Ko se pri padcu poškoduje Roglič, so naslednji dan ugibanja, kako hudo je poškodovan, kdaj bo spet sedel na kolo, kakšna fotka poškodbe ali pa okrevanja, potem napoved, da bo sodeloval že naslednji enodnevni dirki, pa demanti direktorja, da to ne drži. Skratka, ko vzpostavijo lik šampiona, o njem dnevno producirajo nove evidence. Vse mogoče. Kaj pravi stari šampion Indurain, kaj bivši trener, kaj tekmeci. In kolesarski navdušenci ujame v spiralo dnevnega bombardiranja z vestmi o njegovem heroju. Zdaj, seveda, to postane tako rekoč kolektivna norost nesmiselnega hiperinformiranja. Toda posameznik se je našel v novi obliki bivanja, kot je permanentno hlastanje po informacijah, kar je tudi praktično, pogovori ob kavi ali pa v mobih ali v mrežju sledijo top temam. In če jim ne slediš, je tvoj status v družbenih skupinah minoren. O poglavitni temi nimaš kaj povedati. Obenem je pa tudi osebni užitek. En smisel ti da naenkrat, to spremljanje. Vzamemo sam fenomen, pogledajte, kakšno športno tekmo, kaj ljudje naredijo. Najprej ogledajo, poj pogleda posnetek najboljših trenutkov, poj pogleda eno spletno stran, drugo, 10 spletnih stran, mogoče še časopis, televizijo. Skratka, eno in isto zgodbo preigrava v nedogled. In to je neka oblika novega užitka, ki se da nadomesti recimo čustveno zadovoljstvo. Čustveno zadovoljstvo, sploh človek ponavlja te poglede, kadar njegov heroj zmaga. In se pravi, čustva so se preselila na splet oziroma na konzumiranje medijev. Ta poplava informacij se prinaša še praktični problem. Nimaš časa več razmišljati o vesteh. Kaj torej počneš? Imaš dve možnosti. Jih akumuliraš, ter serviraš naprej,
Ali pa si skeptik, ter ob vsaki posebej najdeš razloge, zakaj jim ne verjameš. Poglejmo komentarje na MMC nacionalke. Ti se vrstijo kot spopad med dvema grupama komentatorjev. Označba komentarja seveda posilstvo besede nonsens. Komentarium izvira iz stare latinske besede mens, razum, pamet, medtem kot so odzivi tako imenovanih MMC komentatorjev v prvi vrsti čustveni, tam ni pameti razuma. In ob vestih iz Ukrajine se oblikuje proruska in proukrajinska skupina, ki z enostavnimi šablonami negirata sporočila drugega. Tukaj ni dialoga, ni smisla. Še huje, iskanje smiselne orientacije sploh ni namen. To je novi poligon čustvenosti. Nekoč so čustva domovala v ljubezni, prijateljstvih, zasebnem življenju, zdaj splet omogoča čustvena izlivanja, ki imajo seveda veliko prednost. Izražanje čustev tukaj nima posledic. Ne samo, da si anonimen, ampak negativna čustva v medčloveških odnosih posameznikov lahko odnesejo prijatelje, partnere, ljubimce, ljubice, karkoli že. Izražanje čustev na spletih je ne samo brezplačno, tudi brez posledic, ampak cena je človeška alienacija. Malce bolj sofisticirano. Ko denimo čustveno vzklikaš proti genocidu v Gazi, se s tem uvrstiš v veliko skupino naprednih, angažiranih in čutečih. Formalno gledano, ponavljal boš samo serijo fraz in boš s tem ustvaril svoj nazor, postal del nazorske skupine, kar je vse nova oblika kolektivizacije. Tukaj ne štejo individualna in originalna mnenja, ampak pripadnost skupini. Če opazujemo detalje tega procesa, lahko zaznamo fenomen hipne reakcije. Izveza dogodek, ki ga medij ali splet že vrednostno postavi in ti odreagiraš v hipu. V trenutku ti je jasno, da je denimo poteza tega in onega politika nespodobna, škodljiva in negativna in vice versa. Če se navežem na sociologinjo Podmenikovo, ki je omenila gradno ali pa napoved gradne prizidka v bolnici Petra Držaja, vojaške bolnišnice, je seveda prva reakcija čudovito. V denarju za vojsko bomo dobili še bolnico za civiliste. Ampak to je prva reakcija. Če si vzamemo čas, moramo se razmisliti. Razmisliti v tem smislu, ne kaj se je zgradil, ampak tudi kaj bi se lahko zgradil, pa se ni. In torej, sploh da postavimo dogodek v nek kontekst, zahteva premislek, zahteva neko vedenje, kar ga mediji običajno pač ne vršijo. Kultura hipne reakcije tu določa recepcijo medijskih informacij. Moderne tovarne informacij pa z neskončno količino novic same po sebi onemogočajo razmišljanje in iskanje smisla. Namreč, za premislek potrebuješ čas, distanco, trenutke biti sam. Arne Næss, legendarni norveški filozof in ekosof, je napisal knjigo Isn't painful to think? Ja, seveda je. Akumuliranje informacije je bistveno enostavnejše. Zahteva manj intelektualnega napora od mišljenja. Predvsem pa začeti iskati smisel določeni vesti pomeni obsežen, ne samo miselni, ampak tudi časovni angažma, ki pa ima za posledico grozovito izgubo. V času premišljevanja se boš odklopil od veletoka informacijskih kanalov. Izpustil boš množico podatkov, ki bodo med tem stekli mimo tebe. Veliko bolj ekonomično je slediti in ponavljati infoje, kot stopiti na pot iskanja smisli. Zdaj še večji problem. Za to vrstno razmišljanje pravzaprav tudi nimaš publike, ki bi rada poslušala te dialoge. Ljudje niso vajeni več dolgih ali pa daljših pogovorov, ali pa sploh poslušati argumente. Če vzamemo že nacionalno televizijo, ki ne bi bila po svoji definiciji dopuščala prostor dialoga, mišljenja, pa ima samo kratkost oddaje, kako se oddaje krajšajo. Kdaj najdete sploh še enourno pogovorno oddajo, oziroma oddaje, kot recimo Tarča, ki zahtevajo kratke, bliskovite odgovore. Skratka, tam, ko je kratkost, boš težko karkoli razložil in ko se od tebe terja kratkost, potem se boš tudi držal kratkosti in izgubiš pravzaprav bistvo pot mišljenja. In če pogledamo še dezorientacijo, brezsmiselnost v kraljestvu popolno množičnih medijev, izhajamo zelo preprosto. Eden temeljnih principov novinarskega poročila je po legendarnemu profesorju žurnalizma Menčerju razkritje virov.
To se ja ne pomeni, kdo mi je nekaj povedal, ampak gre na drugo. Ker je novinar redko kdaj navzoč pri dogodku, se mora nasloniti na druge informatorje. To so bodisi first hand opazovalci, second hand ali third hand. Preprosto. Pripoveduje nekdo, ki je sam doživel dogodek. Potem drugi, kateremu je o dogodku povedal deleženec, in recimo tretji, ki je zvedel nekoga drugega, ki pa mu je dogodek predstavila priča dogodka. V čem je smisel te triade? Konzument medija bo kredibilnost poročila in njegovo težo razbral prek oddaljenosti pričevalca od dogodka. Skratka, zelo pomemben faktor pri tehtanju, kaj nam pove neka vest. Očividci seveda niso edini viri informacij, to so običajno predstavniki za tisk pri podjetjih in ministrstvih, politiki, predsedniki držav in podobni. Ampak ti imajo svojo agendo, konkretne interese, ki določajo vsebino njihovih poročanj. In to je seveda kapitalna ločnica med novinarstvom in propagando. V zgodovini so seveda prve častnike ustanavljali urednikovali vladarji, v Rusiji Peter Veliki, v Franciji premierja in kardinala Richelieu in Mazarin. Če k tem dodamo k virom še dva koncepta poročanja, imamo minimalno orodje. Balance in objectivity. Balance ali uravnoteženje po Menčerju implicira, da v konfliktu dveh strani da novinar besedo obema. Bolj ali manj v podobnem obsegu. Objectivity ali objektivnost pa ne terja, da poročilo ne sme biti samo novinarsko nepristransko, ne sme biti pristransko navijaško, da navaja argumente obeh, temveč zahteva tudi to, da novinar dogodek poskuša smiselno razumeti in pojasniti bralcu. In zdaj vzemimo za finalni primer enega zadnjih poročanj iz Gaze, objavljene na straneh Slovenske tiskovne agencije. V zračnem napadu na begunsko zavetišče v mestu Gaza več mrtvih. Gaza 21. september, v izraelskem raketnem napadu na begunsko zavetišče v nekdanji šoli v mestu Gaza je bilo danes ubitih 19 ljudi. Med njimi 13 otrok in 6 žensk, več kot 30 je bilo ranjenih, je sporočila palestinska civilna zaščita. Izraelska vojska navaja, da je bil napad usmerjen proti borcem Hamasa. Tudi med ranjenimi v napadu na nekdanjo šolo Al-Zajtun, kjer je zavetišče našlo na tisoče razseljenih ljudi, so bile večinoma otroci in ženske. Današnji napad je zadnji v vrsti izraelskih napadov na poslopja nekdanjih šol, kamor so se zatekli razseljeni prebivalci Gaze. Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje je bilo od začetka vojne v Gazi ubitih najmanj 41.391 ljudi. Saj 95.760 jih je bilo ranjenih. Odmislimo zdaj to fascinantno z natančnimi številkami. Zdaj se vprašamo, kaj ne videl novinar STA-ja? Sam ni videl nič, tam ga ni bilo, vesti tudi ne povzema, ne od očividcev, ne iz druge, ne iz tretje roke, pravzaprav tudi drugi mediji tam niso bili. Kaj je torej dogodek? Izraelski napad na zavetišče v šoli, v katerih je ubitih 19 ljudi, 13 otrok, 6 žensk. Kdo ga je videl oziroma o njem sporočil? Niso pisali novinarji, ne tuji dopisniki, ampak so kot viri navedeni trije. Palestinska civilna zaščita, izraelska vojska in palestinsko ministrstvo za zdravje. Imamo torej dogodek brez novinarjev. Napisan tako, da izpostavlja dejstvo 19 civilistov ter pojasnija izraelske armade, da ni ciljala civilistov, ampak teroriste. Skratka, imamo torej dejstvo, da je bilo ubitih 19 civilistov, da so Izraelci mislili pravzaprav, da streljajo Hamas, pobili so pa civiliste. Skratka, vest bi bila, da v napadu na vojaško enoto niso uspeli zadeti nobenega vojaka, ampak so pobili civiliste. Če gledamo formalno, tale vest ima en stavek izraelske strani ter 4 palestinske. Še več, naslavlja se na 2 palestinska vera, civilno zaščito in ministrstvo za zdravje. Lahko reagiramo instantno in rečemo, spet izraelski poboj in nadaljevanje genocida nad palestinskim življem. Toda kaj se v šoli zares zgodilo? Tega ne vemo. Toda skupno dejstvo tako iz palestinskih kot izraelskih virov je, da se je dogodil raketni napad na zavetišče. Zdaj pa resno, tega pa zdaj pa ne najdemo, v istem članku ne povedo. Kaj pa vemo o Gazi? Da je v njej vladal Hamas, ki je bil in je absolutna oblast v pokrajini. Zelo pomemben podatek. V Gazo ni stopil niti palestinski predsednik Abbas več kot 16 let in nihče izmed palestinske vlade v Ramali.
Zadnja skupina predstavnikov njihove stranke Fataha, ki se je konec prvega desetletja tega tisočletja mudila v Gazi, je tam ostala. Bila je ubita strani Hamasa. Hamas torej kruto obračunava z vsemi, ki niso njegovi podporniki. Ne trpi izrekanja do sebe kritičnih mnenj. Tudi po pokolu civilistov izraelskih septembra lani ni iz Gaze prišel noben glas, ki bi obsodil množično morijo. Je pa resno vprašanje, moramo pač tukaj zdaj smisel. Ali obstajajo torej v Gazi institucije in organizacije, ki niso pod nadzorom Hamasa? Palestinsko ministrstvo zdravja je definitivno postavil Hamas, enako organizacije palestinske civilne zaščite. Torej bi korektno novinarsko poročilo zahtevali pripombo, da sta ti instituciji pod nadzorom Hamasa. Kar počno, to počne The Guardian, Le Monde in BBC. Toda, da pa rešilno. Ali je bralec popolnoma odvisen od medijev ali lahko kaj tudi sam racionalno sklepa? Če je skozi leta sledil vestem iz Gaze, je opazil, da palestinske organizacije, ki poročajo o žrtvah, navajajo le številke za civiliste, humanitarne delavce ter kdaj novinarske reporterje. Definitivno nikoli ne navedejo število žrtev med borci Hamasa. V celem letu torej so izraelske enote pobile več kot 41.000 civilistov ter nobenega borca Hamasa, kar bi bilo definitivno primer genocida. Toda zdaj mi morali verjeti, da izraelske enote pobijajo vse, kar hodi in leze, samo borcev Hamasa ne. Vzemimo konkretni primer enega izmed spopadov. Izraelske enote so pred pol leta napadle bolnišnico, za katere so trdile, da je skrivališče Hamasa. Napadle so s tanki in pri tem potrebovali nekaj dni, da jim je uspelo vdreti v stavbo. Zdaj pa čist enostavno, fizikalno, čist bivansko vprašanje. Koliko dni bi potrebovali vojaški specialci slovenske vojne, da vstopili v stavbo kliničnega centra? Jaz bi tako rekel bazično, niti od večnega hipa, preprosto bi prihrumeli mimo vratarja in neoboroženega varnostnika. Če je torej tankovski napad potekal nekaj dni, da jih pomeni, da jih je nekdo zadrževal z rafali, z granatami, s čimerkoli. Torej, bolnišnica je delovala kot oborožena utrdba, kar je seveda logično. Ljudska vojska se skriva med ljudstvom, kar bi moralo biti samoumevno v slovenski deželi, ker je nekoč predsednik Tito govoril o narodni armadi, ki očuva narod. Zdaj, k temu je dodače vprašanje tujih dopisnikov in vojnih reporterjev. Ali bi Hamas toleriral poročanja, ki bi denimo izpostavilo njegovo zastraševanje in nasilje nad civilnim prebivalstvom, ki bi hotelo pobegniti iz krajev spopadov? Glede na usodo Asada, Abasa bi dvomil. Ker je v vojni v Gazi evidentno doživelo smrt novinarstvo, lahko govorimo o dezorientaciji in brezsmislu. A kaj se tam vendar dogaja? Številni posnetki z bombardiranih stavb poročajo o devastaciji, o urbicidu in posledično množici mrtvih. Če bi bilo iracionalno sprejeti zgodbo o dobrih Palestincih in zlih Izraelcih, je seveda enako iracionalno sprejeti pogled, da izraelska vojska ni izvršila nobenega zločina na civilisti. Toda ta pot zapelje v trivialnost. Oboji so slabi. Kako se izogniti? Kako tu najti smiselni pristop? So se situacije in dogodki, o katerih poroča najrazličnejši set medijev z različnih perspektiv in skozi katere je moč razbrati sliko dogajanja. Vendar pa, kako naj vemo, kako potekajo spopadi v Gazi, ko tam ne prihajajo kredibilni novinarski prispevki. In tu smo pa aroganci sodobnega, vsevednega človeka interneta, ki verjame, da se lahko pouči o vsaki zadevi, še zlasti s pomočjo ljudske Wikipedije. Naenkrat, včasih imel človek malo zadržka, to vem, to malo slab poznam, tle sem pač tako ignorant. Danes se ljudje obnašajo, oziroma hočejo se obnašati, da bi radi imeli občutek, da so vsevedni. Sokrat seveda je rekel, vem, da nič ne vem. Trenutek, torej, da si priznamo, da nimamo sredstev, s pomočjo katerih bi lahko vedeli, kako dejansko poteka vojevanje in življenje v Gazi. Skratka, da se odpovemo aroganci, ki nam daje občutek, da lahko vse vemo. Trpko, ampak to je smisel. Konec.